Dobrodošli v Cromwellu, mesto, ki slovi kot prestolnica industrije češenj. Mesto s krasno okolico, mrzlimi jutri in vročimi popoldnevi. In na vse zadnje mesto, ki nama je ponudilo prvo službo na Novi Zelandiji. Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Z vami sva Ponč pa Sonč in danes te popeljava skozi najino izkušnjo v nasadu češenj. Pobliže si bomo pogledali proces dela, vse naloge v nasadu češenj in zraven ti bova nametala še en kup enih zanimivosti. Tako da kar pojdimo v prvi del vloga po češnjah. Za službo sva se prijavila kar online. Veliko nasadov ima namreč narejene kar spletne obrazce, ki jih samo izpolniš in se prijaviš. Seveda pa imaš vedno možnost, da greš od vrat do vrat. Čeprav je v Cromwellu veliko nasadov, pa boš najverjetneje pristal v enem izmed treh velikanov, in sicer Purepack, 45 South ali pa v najinem nasadu Cherry Corp. Čeprav sva poslala preko 50 mailov, sva v bistvu se na koncu odločila kar za Cherry Corp, predvsem zaradi tega, ker so imeli službe že v decembru, v tako imenovanem Special Harvestu oziroma neki taki predsezoni. In to je bilo za naju v bistvu idealen, ker so hotela čim prej začeti delati. Pa ste to, jutri začneva delati in ker je pač vse skupaj prvič in ker ne veva točno, kako bo izgledalo, veva, da moramo imeti sabo hrano, ne veva pač, a mora biti pač ta spakirana, ali si jo bomo lahko pogreli, ali bomo imeli kakšno mikrovalovko, pač pojma nimava, kako bo izgledalo. Tako da, pa ste zdaj to naredila take ogromne delavske sendviče. Pač, glejte, kako je to veliko. Pač, to je res ogromen sendvič. Tako da, pa še čokoladko bova vzela, pa banano, tako da mislim, da ne bova lačna. To delavski sendvič za 2 delavca. Po podpisu pogodbe, ki je bila mimogrede 13 strani dolga, sem morala na sprejletu najprej opraviti izobraževanje in preverjanje znanja, kjer so nam povedali vse osnove, ki smo jih potrebovali za delo v nasadu. Od tega, kako se pravilno ubira češnje, kakšni so defekti oziroma napake na češnjah in se jih posledično zaradi tega ne sme nabirati, do varnosti pri delu, higienskih standardov in tako naprej. Vse to so nam potem še enkrat povedali prvi dan, kjer smo se zbrali vsi Special Harvest nabiralci in smo šli skozi celoten uvajalni program. Razdelili so nam tako imenovan cradle, pripomoček, ki drži koš za nabiranje češenj in za katerega si odgovoren skozi celotno sezono. In potem je bil že čas, da gremo v nasad, na naš prvi nabiralni dan. Nabiralce so nas razdelili v različne ekipe oziroma genge, oziroma tolpe po slovensko. V predsezoni je le ena tolpa, v glavni sezoni pa več. Prva 2 dni sta potekala dokaj sproščeno, saj noben ni preveč pričakoval od nas. Na začetku je večina ljudi itak izredno počasnih, saj se še lovijo tako z nabiranjem in postavljanjem lestve, kot tudi z ocenjevanjem češenj. Kar nas pripelje do defektov na češnjah, za katere sva bila presenečena, koliko jih v resnici je. Najbolj očitne so seveda neke brazgotine, gnile češnje, plesnive češnje, ampak teh v resnici sploh ni bilo toliko veliko. Zanimiv defekt so bile dehidrirane češnje, se pravi, ker niso une lepe, čvrste, ampak imajo tako nagubano kožico in to je v bistvu zaradi pomanjkanja vode. Daleč največ poškodb je bilo pa tako imenovanih head oziroma nose poškodb, se pravi, kjer je neka taka razpoka ali na vrhu ali pa na dnu češnje zaradi kombinacije vode oziroma dežja ter sonca. Se veste, princip povečevalnega stekna, pa to vse popoka. Zato tudi ni nič presenetljivega, da so na deževne dni vklicali floto helikopterjev, ki so bili zadolženi za sušenje češenj po dežju. Ja, tukaj se res ne hecajo. Gre za res dovršeno in močno industrijo. Čeprav so poleti in raba helikopterjev za sušenje češenj izredno draga, pa je škoda in zapravljen dobiček zaradi slabih češenj na drugi strani toliko večji, da se jim vseeno splača. Ocenjujejo, da če ne bi sušili češenj, bi po vsakem dežju postalo 10% nasada neuporabnega. Prav tako se ne sme nabirati premajhnih češenj. V ta namen ti takole na roko narišejo premer najmanjše še dovoljene češnje, ob katerega lahko potem pomeriš sumljivo češnjo, če ustreza standardom ali ne. In potem še zadnja večja kategorija napak, ki nastanejo zaradi napačnega obiranja češenj.
In sicer z dolgimi nohti, če preveč pritisneš na češnjo, lahko narediš mikrorazpoko in to seveda ni v redu. Enak princip je zaradi kljuvanja ptic. Prav tako niso primerne češnje brez pecljev, po eni strani zaradi estetskega vidika, po drugi pa zaradi tega, ker se naredi sveža rana na češnji in leta bo hitreje zgnila. Češenj se tako ne nabira na način, da bi prijel za češnjo in jo enostavno izpulil, ampak je pravilo tako, da primeš za pecelj in potegneš nazaj oziroma navzgor proti veji. In najbolje kar po eno in eno češnjo naenkrat, saj smo tako ali tako morali ločevati češnje in v koš oziroma baket po njihovo polagati posamezne češnje. Poleg tega si se na ta način izognil, da bi odtrgal celoten popek oziroma brst, iz česar nastanejo češnje za naslednjo sezono. Uničevanje popkov je res en velik no-no v nasadu, ker gre v bistvu dobesedno za uničevanje ne samo drevesa, ampak celotnega nasada in naslednje let je pridelek zaradi tega tudi manjši. Poleg tega ste verjetno tudi zasledili, da je Cindy rekla, da smo češnje polagali v baket noter, ne metal. To pa zaradi tega, ker če v bistvu mečeš samo noter v baket, se naredijo notranje poškodbe znotraj češnje, kar se v bistvu niti ne pozna toliko naven pa kuj, kakor potem kasneje, ko so sadja že spakirana in imajo v bistvu rok uporabe krajši, ker hitreje zgnijejo. V glavnem, povedan na kratko, ubiranje češnje še zdaleč ni tako enostaven, kot se sprva zdi. Je pa res, da v našem podjetju so bili ful pikolovski, kar se vseh teh napak in tehnik in vsega skupaj tiče. Ni v vsakem podjetju tako strogo, ampak Cherry Corp ima drugačno politiko poslovanja, saj gre večino češenj v izvoz in sicer na Kitajsko, Tajvan in pa Singapur. Te češnje za izvoz morajo seveda slediti pač bolj strogim pravilom. Pol so pa tukaj še nori Kitajci, ki so pripravljeni plačati mastne denarje za popolne češnje. Češnje so na Kitajskem statusni simbol in imeti češnje na mizi za obiske je pokazatelj bogatstva. Poleg tega imajo v novoletnem času tudi simboličen pomen zaradi svoje rdeče barve in okrogle oblike. Podariti nekomu češnje za kitajsko novo leto je najvišja raven ne samo darila, ampak tudi spoštovanja. In za te namene naše podjetje celo izdeluje bombonjere češnje, kjer grejo v bombonjero tako podobno kot za čokolado, res tiste popolne, ogromne, sladke češnje, ki so drage kot žafran. Kitajci tako pokupijo 1/3 vsega pridelka, vendar to podjetju predstavlja 2/3 celotnega letnega zaslužka. Kakšne so to češnje? Pač evo, meter zraven. A ne ponč? Noro. To je, ko jo daš v usta, jo imaš komaj celo v ustih. Ko mi jo daš v usta? Crazy. To je tudi razlog, zakaj Cherry Corp plačuje več po baketu kot ostala podjetja, ki so bolj usmerjena v lokalni trg ali pa v predelavo češenj v druge izdelke, kot so marmelade ali pa sokovi. Tako da v bistvu vse češnje, ki niso zadostovale izvoznim standardom, smo mogli metati na tla. In če se to sliši šokantno, verjemite, ko to vidiš v živo, koliko je tega izmeta po tleh, to je šele grozljivka. Nam je bilo toliko bogokletno metati te češnje po tleh, sicer pač je del službe, ampak so potem vsaj en del teh češenj rajš metala v svoje želočke. Kaj ponč? A imaš Christmas cherries? Absolutno. Ja, še ohlajene, že ohlajene. Christmas cherries. Kar sicer je bilo prepovedano, ampak to je že tema za drug video. Dokler ga še pridemo, skupaj s tem tudi ali podjetje res tako dobro plačuje svoje delavce in vse ostale cvetke te industrije češenj. Pa preden nadaljujemo tale video, a lahko sam nekaj pokomentiramo in sicer tole frizuro. Ja, nekaj šlo narobe, pa dajmo si to pogledati. Nagnjen. Ti imaš res kar ene vrtince, kle. Ja. To je sam Zahval se Jani, ona to obvlada. To bo, jaz upam, da nam rabo jutr do... A se prijavil frizerju jutr? Ne. Imaš kar ene vrtince. Dej, ne se smejat. Čakaj, no. To bomo tako malo skrajšali. Ja, pa dajmo odprni. Ti si kar premikaš se. A se prijavi tudi takole premikaš, Ne. Čak, daj bomo... Kako ni snimal? Zdaj te najbolj zabavnega dela ni snimal.
Ne, se jaz rabim samo malo skrajšati. Zdaj smo ful skrajšali. Ne, ful skrajšati. To... Zdaj smo že viš ful skrajšali, tako da zdaj ni poti nazaj naprej. Pa ti jokaš. Če še je tako smešno, kuli čupce boš je. Dej, da mi nam slučajno moleta tlele naredila. Se imaš žele samo, ali? Ne? Ko bova šla kupiti? Dej že naredno. Lej, a gre noter v lase? Ne gre, v redu je. Ne, čakaj, ni zaželiti popraviti. Jaz se bojim. O, lep si. Au. Oprosti. Drugač pa jaz bom itak mu kapo gor, tako da... Ja, si tako. Lep, no. Pa kaj si z mene naredila? Kar joka. Ti nisi normalna. No, she messed me up! Je. Kaj je to? Kaj je to? Si lep, ja pa ne moreš tako počasiti kot Hitler, le, ja, kako si lep. Izgledam kot 5 let star froc. Se skaj tu krajš. Dobar je, dobar. Lepota predsezone je bila v tem, da sva se uspela spoznati z vsemi vlogami, ki so bile sploh možne in tako nekako spoznati celoten postopek v podjetju. Vse skupaj se začne z nami nabiralci, ki nabrane bakete postavimo pod drevo v senco. Nadzorniki oziroma supervizorji krožijo med nabiralci in zagotavljajo kontrolo kakovosti in organizacijo dela v nasadu. Več o tem kasneje, ko bova opisala najino delo kot vodji genga. Nato na vrsto pridejo lifterji, ki so zadolženi, da koše odnesejo do tako imenovanih kvad vrst in jih zložijo skupaj v velike gruče. Te gruče nato skupaj z vozniki kvadov oziroma štirikolesnikov naložijo v zabojnik. V en zabojnik gre približno 70 baketov. Šele ko je zabojnik napolnjen, gre ta v pakirnico. Tam češnje najprej ohladijo v mlačnem tušu, nato pa se bakete začne zlagati na tekoči trak. Naključni baketi gredo v kontrolo kakovosti, vsi ostali pa grejo v hladno kopel. Ta služi dvema namenama. Po eni strani, da se češnje ohladijo na tam cca 4 stopinje in tako se prične hladna veriga, ki je ključnega pomena za daljši rok uporabe, in po drugi strani na gladino pripravajo češnje, ki imajo interne napake. Nato nadaljujejo svojo pot naprej po tekočem traku do sortirnika, ki iz nadaljnega procesa izvrže vse češnje, ki so manjše od 24 mm. Potem skozi mašino za kontrolo kakovosti, ki zazna zunanje defekte na češnjah, vse do zaposlenih, ki jih nato posortirajo v škatle. Cherry Corp se lahko pohvali, da so pionirji in voditelji v industriji češenj, saj prinašajo novosti v proces, katere kasneje posnemajo tudi druga podjetja. Ena izmed teh inovacij je bila uporaba mrež in pokrivanje nasada. S tem so začeli pred več kot 20 leti in danes so nasad z največjo količino pokritih češenj na Novi Zelandiji. Sam nasad je ogromen z novimi razširitvami na obzorju. Mreže služijo zaščiti pred vetrom in točo, predvsem pa zaščito pred ptiči. Ker vseeno kakšen ptiček najde pot v nasad, se potem dogajajo take tragedije. Da bi pa strgal to mrežo, jo pa ne moreš. Bogi, ne upam. In ne, teh ptičev se ne rešuje. Nabiralci nimajo časa in opreme, naprimer kakšne klešče, vodstvu in skrbnikom nasada pa je vseeno, kajti ptiči predstavljajo itak zmanjšan profit podjetja. In to do te mere, da ko sem enkrat našel ptičje gnezdo, me je nadzornik opozoril, da če želim, da ti ptiči preživijo, naj rajš ostanem tiho, ker če ne bodo skrbniki nasada poskrbeli, da se jajca ne izvalijo. To je le ena izmed grozot, ki jih industrija češenj skriva v ozadju, ampak kot rečeno, več o tem v drugem delu vloga po češnjah. Yeah, you can all call Smoko now.
Lunch, guys! Bon appetit! To je pa da simple life, a ne? Lepo na tleh zdiš, pa ješ. Ješ kosil. Back to work! Back to work! Nazaj na delo! Back to work! Predsezona je prišla k koncu in sledili so božično-novoletni prazniki. Kaj vse sva počela v tem vmesnem obdobju, si lahko pogledaš v teh vlogih. Sva pa že pred koncem predsezone sklenila, da se potegujeva za napredovanje. Namreč nabiranje češenj je izredno naporno delo, ki je sicer lahko tudi pač zelo dobro plačan, ampak samo, če si res top vrhunski nabiralec. Če pa si nekje v povprečju, kar sva bila midva, se pa to ni preveč splačalo. Glede na to, da imamo kar nekaj vodstvenih kompetenc in da so tudi tekom predsezone že prepoznala aspekte dela, ki bi se lahko v bistvu izvajali boljš, so rekla, da bojo najne mišice tlele noto glav veliko bolj prišle podjetju, če bo midva v vlogi nadzornika. Prišla sva nazaj v nasad češenj, kot lahko vidite za nama. Odpravljava se nazaj delati. Treba je zaslužiti. Treba jedinčke zaslužiti. Ampak imava pa novice. Ja, zdaj ne bova več ubirala češenj, ampak bova nadzirala ubiranje češenj. Kar zanimivo, no, mislim, da jih čaka kar pestrih par dni. Sploh zelo dobivamo še ful velik val novih delavcev. Ki jih bo treba vse od nule naučiti, kot so naju učili, tako da bo, to bo zanimivo. Sedaj pa vam lahko predstaviva še najino delo kot supervizorja oziroma nadzornika. Supervizorji smo nekako vmesni člen med nabiralci in pa med vodstvom, kar je včasih zelo nehvaležno delo. Ampak kljub temu, da ta služba ni bila toliko fizično naporna, čeprav smo včasih delali tudi po 30.000 korakov na dan, je pa v bistvu bilo to delo zelo psihično naporno. Supervizorji smo bili prvi na delu in zadnji iz nasada. Službo smo začenjali in končali slabo uro pred nabiralci, saj smo se morali udeležiti tako popoldanskega briefa, kot tudi jutranjega sestanka, kjer nam je vodstvo predalo vse informacije o tekočem dnevu. Drugače pa vam jaz nekaj povem. Kak ne gre človek dosti zgodaj spat, pač se izmatrana sva ful, pač ne rečeva, pa vstajava 15:04 zjutraj, pa delamo pa pač 12 ur, tako da sva crknjena, ampak kak ne gre človek spat pred 10, če zdajle je ura 10, pa kad lahko vidite zunaj, imamo še čisti dan. Pač, ja, tako da pred 10, pol 11, ni šans, da greš spat. Ja, vstajaš pa ob 4. Pač supervizorji vstajamo skoraj 1 uro prej, zato ker moramo biti prej na šihtu, ker imamo vsak jutr sestank. Tako da je fajn, ker nabivaš več ur, ni pa fajn, ker moraš 1 uro prej vstajati. Mene sploh noče na storijih imeti, jaz se deren sadi skozi. Ja. Dan je še, spat je treba. Ne moreš? Ta ponč se še kar oglaša. Hočem vam sam pokazati, pač 10 zvečer. Če pokaž naj zahod. Čisti dan. Cindy ne ve, kva mora snimati. Mora snimati zahod. Vidiš, tako se to dela. Jaz bom od zdaj naprej sončec, pončec, storije delal. Aj prav. Zvedeli smo, kje bomo ubirali, katero sorto, koliko znaša vrednost baketa, kateri sektor ima kateri gang na čez ter vse ostale posebnosti nabiralnega dne. Vsak gang je imel 3 supervizorje in enega head gang supervizorja oziroma vodjo tolpe. Le-ta je zjutraj razdelil vloge. 2, ki sta bila zadolžena za pregled seznama slabih baketov in potem distribucijo slabe novice do nabiralcev, ter nekoga, ki je sprejel pikarje na vhodu. Gang 1, 3, 2 and 4. That way. Ta, ki je sprejemal pikarje na vhodu, je bil zadolžen za usmerjanje nabiralcev, napravi sektor nasada in obenem tudi zapisal njihove ure prihoda, kasneje pa tudi odhoda. Headgang je bil prav tako odgovoren, da ima vse aspekte tolpe pod kontrolo. V praksi to pomeni, da točno ve, kje je vsak od teh 60 nabiralcev, kako se premikajo, katera drevesa so obrana in tako dalje. My boys.
Vse te informacije je namreč potreboval za efektivno komunikacijo z vodjo supervizorjev vseh tolp in menedžerjem nasada. Ko smo imeli vse informacije, smo pripravili gangbox, v katerem so morale biti rezervne nalepke za nabiralce, prva pomoč, sončna krema in vse ostale stvari. Na poti ven smo vzeli še vsak svoj walkie-talkie in se odpravili v svoj sektor. Nasad je kot ogromen živeč organizem. Hitro se stvari spreminjajo in veliko je kaosa. Zato je ena ključnih nalog supervizorja dobra organiziranost in pa vodenje ljudi. Naša naloga je bila v prvi vrsti dodeliti drevesa nabiralcem. Koliko dreves si jim dodelil, je bilo odvisno od samega nabiralca, njihovega partnerja in proti komu je dvojica delala. Do čisto situacijskih stvari, kot je na primer dolžina vrste, tako so nekateri dobili cele vrste, drugi celotne barvne sekcije, tretji pa le nekaj dreves znotraj sekcije. Standardna vrsta v nasadu je bila sestavljena iz 4 barvnih sekcij, pri čemer je oranžna sekcija vedno na strani, ki gleda proti glavni cesti, rožnata oziroma pink sekcija pa vedno proti periferiji nasada. Začetek in konec barvnih sekcij je vedno označen s takimi barvnimi trakovi. Nabiralec vedno dela v tandemu s partnerjem, vsak na svoji strani drevesa in se pomikata proti koncu svoje sekcije. In naša komunikacija z njimi je vedno potekala prav na tak način. Se pravi, če si paru rekel, naj gresta na modro sekcijo in delata proti rožnati strani, sta točno vedela, da morata do prvega modrega drevesa in delati stran od glavne ceste. Če je bilo pa navodilo pink to orange, pa veš, da greš do konca vrste, do zadnjega drevesa in delaš obratno, torej nazaj proti glavni cesti. Zelo hiter, enostaven in eleganten sistem za usmerjanje, če ga razumeš. Druga pomembna naloga nadzornikov pa je pregledovanje bucketov. To sicer ni bilo nadomestilo za kontrolo kakovosti, ampak je bila le neka povratna informacija nabiralcu, ali nabira kvalitetno oziroma kaj lahko zboljša. Namreč nisi smel imeti več kot 5% slabih češenj v bucketu, če ne pač ni veljal kot dober bucket. In recimo pač kot nabiralec si lahko prišel do nekega drevesa, ki je imel zelo mičkane češnje in zaradi hitrega tempa nabiranja niti nisi opazil, da so le te ful majhne, tako da je bilo v bistvu dobro, da ti je nekdo povedal, pazi, nabiraš premajhne češnje. Zdaj v resnici za slab bucket ni 5%, nismo bili spet to grozni, ampak je 10%. Gre se v bistvu samo za to, da tlele je vedno nek faktor človeške napake. Ne vem, če dam na primeru velikosti češenj. Če boš ti nekomu rekel, da je nabiri 24 mm, kar je v bistvu skrajna spodnja meja, bo po defaultu že nabiral tudi, ne vem, 22 mm ali pa celo 20 mm. Zato recimo en tak dober trik je, da rečeš vsem na začetku, danes se nabira 26 mm in več. In tudi če kdo manjše nabira, se pravi, ne vem, 24 mm, je to še zmeraj znotraj standarda. Tako da v bistvu jim na ta način nekako pomagaš, da ne bojo padali na bucketu oziroma na temu procentu skozi take majhne trike, za katere tudi midva nisa vedela, ko so bila nabiralca, ampak so zanje zvedela šele, ko so postala supervizorja. Tako da recimo, glih na primeru velikosti češenj, v bistvu v celotni sezoni mislim, da tudi en ni padel zaradi velikosti češnje, ampak zaradi drugih problemov. Dober bucket je bil tudi dovolj napolnjen, kar je bil v bistvu še en aspekt, ki smo ga nadzorniki mogli preverjati. V primeru, da smo našli bucket, ki je imel takšne ali pa drugačne probleme, je bila naša dolžnost, da ga tudi označimo z markerjem. To je bil znak za pakiranco, da ta bucket pregleda nekdo bolj kvalificiran od nas v kontroli kakovosti. Vendar pa si vedno moral označen bucket najprej nesti do nabiralca in mu dati možnost, da ga popravi, tako kot vidite na posnetku. Torej, da poleg tistih češenj, ki si mu jih že sam zmetel ven z koša, ker so imele defekte, da gre sam čez bucket in da ven, kar ne spada noter. Seveda se je lahko tudi odločil, da nič ne spreminja, če je bil prepričan, da je bucket v redu. Potem pa so bile še ostale naloge, kot je popisovanje dreves,
preverjanje za nabiralci, če so v resnici nabrali celotno drevo oziroma pač vse češnje, in pa koordiniranje z drugimi supervizorji, kako se bomo premikali po terenu. Glede na to, da so prihajali iz vrst obiralcev, so tudi točno vedela, kaj bi njim največ pomagal oziroma pomenil, tako da so marsikdaj naredila tudi kakšna stvar, ki ni bila glih v repertoarju nadzornika. Ne vem, svojim prinesla bakete, čeprav so bili načeloma sami odgovorni za to. Ampak ja, če ti ni treba iskati, ful prišparaš na času, to ti res veliko pomeni. Ali pa ne vem, so jih učila kakšnih dobrih tehnik postavljanja na lestve, ker realno, če znaš lesto dobro postavljati, to ti je pač že pol dela narejenega, ker lahko lažje priješ do določenih vaj in take stvari. In tudi kakšne druge tehnike hitrejšega obiranja svojim pokazala. Who's the best supervisor here? I guess Cindy. Cindy, yeah. I would agree. Pogledala sva v drugo smer, ko se je jedel češnje in pa predvsem nisva nikogar preganjala. Ja, tudi kakšen 1,50 m velikim piškotom so pomagala nesti lestve, čeprav spet so odgovorni sami za nošenje lestve. Ne vem, skušala sva biti čim bolj pravična do vseh, se pravi, kaj do kakšnega klina pa dreves prišlo in takih stvari. In predvsem sva se trudila, da tudi naj dejansko razumejo, kaj jim hočejo skomunicirati. Tako da Google Translate je pel skozi. Ker, če niste vedeli, ni samo umevno, da znaš angleško, če prideš v angleško govorečo državo. Tako da to je spet sicer čist druga stvar. V glavnem, če tako potegnemo črto, probala so delati v bistvu direkt nasprotno, kakor so najni nadzorniki delali nama, ko so bila nabiralca, ker tiste je bila sam grozljivka. Ampak, kot rečeno, to bomo v drugem videu oziroma v drugem delu vloga po češnjah. Danes je bilo pa noro na šihtu, tako da smo se šli kar kopati, da se malo ohladimo. Dobesedno. In potem na drugi strani spektra imaš pa tole, ali je vročina ali pa je tak mraz, a ne? Kivi pravijo, da je poletje. Glejte njega v kratkih. Trukivi. Nimajo pojma, kaj je poletje. Oni sploh ne vejo, kaj je poletje, pa kaj je mraz. Tako imaš rdeč nosek, te tok zebe. Je 7 stopinj. To je v easy, tako no joke, se pravi, ura je skoraj 9 zjutraj. 7 stopinj, 8 stopinj. 4 sloje oblačil gor. To je sam noro mraz. Pa to ne bi bil poletje. To je poletje. Aj. Zaradi dežja imamo danes pol dneva off, se pravi, pač pol dneva smo fraj. In to je po eni strani največji natek. Zakaj? Zato, ker imamo cel kup popravkov za narediti, ker drugače ko mi živiva, ker pač delamo po 12-13 ur in pač mi uspeš nič narediti. Tako da danes najprej dumpstation, štecuna, nekaj bo treba pojesti, ne ponč, kilometre morava kupiti, te običajne stvari na Novi Zelandiji. Tako da gremo v akcijo. Je pa ena dobra stvar dela v češnjah. Tukaj se zberejo ljudje dobesedno iz celega sveta. Najbolj nama bodo ostali v spominu taki momenti. Razna druženja in partiji po šihtu ali pa na proste dni. Tukaj smo imeli recimo pizza party, kjer nam je Italijan naredil testo za pico, mi pa smo sam prinesli nadeve in aktivirali barbecue in jih spremenili v neke kvazi peči za peko. Druga taka zanimiva stvar, ki se nam je pripetila, pa je bil obisk novozelandske nacionalke, ko so prišli snemati kulten show Country Calendar. To je približno isto, kot da bi RTV prišel snemati oddajo Ljudje in zemlja. Razlika je le v tem, da je tukaj to res pomembna stvar. Ko so kakšen Kivijan čistko mimogrede omenila, da so pristala na Country Calendarju, so te padali ven, pač ono kaj, kako ne, ko vam je pa to rato, pač čisto so bili navdušeni. Great. It's going straight into the buckets. We're working still on. Country Calendar ima že preko 20 sezon z več kot 1500 epizodami, show pa teče že od leta 1966. Ko so pri moji frizuri komentirala, da če si česa v češnjah želiš, lahko dobiš, sem mislila dobesedno. Zakaj pa ne en tatu za spomin? In pa še, kdo bi lahko pozabil slavne karaoke. Danes bomo preverili, kako se Kiviji zvečer zabavajo. Tradicionalne karaoke v Kromlu.
Kar nam je ful všeč na Novi Zelandiji in pri kiwi kulturi pa je to, da karaoke res jemljajo kot zabavo in ne kot neko resno petje oziroma tekmovanje. Pri nas sva res velikokrat imela občutek, da se vedno upogumijo in gredo nastopati samo tisti, ki res znajo peti ali pa že malo vinjene osebe. Tukaj gre pa gor bolj kot ne vsak in ni nobenega posmehovanja. Je pa dober trik v tem, da izbereš dobro pesem in da množica skupaj s tabo poje in je potem takem vibe samo še boljši. Skozi celoten video tudi omenjava, da obstaja drugi del vloga Počešnja. In sicer, če gledaš ta video v letu 2025, potem je ta video že naložen na enem kanalu in se ga greš lahko pogledati. Oziroma ti ga bo itak YouTube na koncu tega videa predlagal, oziroma ga lahko najdeš v opisu videa. Zdaj, za vse ostale, ki pa tole verjetno gledate takoj po objavi v letu 2024, pa majčkeno opravičila in obrazložitve. Namreč, če smo se v tem vlogu bolj osredotočali na najino preživljanje v češnjah in nekako nasplošno te osnove, kar se samega nasada tiče, se pa v drugem videu poglobimo globoko v svinarijo, umazanijo in nasplošno temno stran industrije češenj. Video je po resnici povedan tako kontroverzen, da si ga ne upava objaviti, dokler sva še na Novi Zelandiji. In to s prav posebnim razlogom. Ampak dajmo si najprej pogledati sam napovednik oziroma uvod v vlog. To je moj najljubši sadež, ampak odkar delam v industriji češenj, nikoli več ne bom gledal enako. Nasadi, vzgajanje in gospodarjenje s češnjami je tukaj na Novi Zelandiji daleč od tega, kar smo navajeni iz domače Slovenije. Ali pa so se nama zgolj odprle oči, sedaj ko so vse skupaj izkusila iz prve roke. Zato, da lahko doma uživamo te sladke darove narave, v ozadju nekdo konkretno dela. Pa to ne bi bil noben problem, če igra ne bi bila že od začetka pokvarjena in izkrivljena, da imajo nekateri gromozanske dobičke na plečih poceni delovne sile. V tem vlogu te peljeva v zakulisje industrije češenj, vse od napiranja do pakirnice, da ti pokaževa, da ni vse tako rožnato, kakor se sprva zdi. Namreč, karkoli se je že dogajalo v češnjah, sva midva kot supervizorja z vodstvom imela v bistvu zelo dober odnos. Tako dober, da v bistvu so nam celo ponudili službo za naslednjo sezono, če bi se tega želela. In kar je še več, dobila sva ful dobre pohvale in te letters of recommendations, ki so nam odprle marsikatera vrata tukaj na Novi Zelandiji, med drugim tudi meni recimo v medicinskih vodah. In takih odnosov, takih mostov pač ne gre sabotirati. Tako da sem se odločila, da ta kontroverzen video za enkrat dava na voljo za ogled le članom najinega kanala. Pa ne gre se tukaj za to, da bi kogarkoli hotela prepričati, da se mora zdaj naročiti na najino članstvo, da bo videl ta video. Tlele je fora čist druge. Namreč malo je strah, da bi ta video prišel tudi nazaj do šefov. Tega si pač res ne želiva. Najino poslanstvo ostaja enako. Se pravi, vse pomembnejše videe vedno objavlja javno za vse, da si jih lahko pogledate. Članstvo je samo neka bonus vsebina za vse tiste, ki bi naju radi nekako dodatno podprli. Tako da obljubva tudi ta kontroverzen video pride javno, vsi ga boste lahko pogledali, ampak dajte nama toliko časa, da se vrneva v Slovenijo. Tako da verjetno bo na voljo nekje na začetku leta 2025, ko bova nazaj v domovini. Hvala za ogled tega videa. Upava, da sva vam vsaj malo približala industrijo češenj in da ste zvedeli kaj novega. Ne se pozabite naročiti na najin YouTube kanal, da ne zamudite prihodnjih videov. Napišite nama spodaj kakšen komentar in pa ne pozabite všečkati videa. Mi pa se gledamo v naslednjem vlogu. Se vidimo! Kakite ano!